Vsako leto od 1. do 7. novembra poteka teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije. Takrat so na podlagi zakona o Rdečem križu Slovenije na vseh poslovnih enotah Pošte Slovenije v prodaji doplačilne znamke, na vseh železniških in avtobusnih postajah v Sloveniji pa doplačilne vozovnice. Nakup obeh je obvezen, vrednost ene in druge leto znaša 17 centov. Sredstva so namenjena pomoči ljudem ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega oziroma takojšnji pomoči posameznikom in družinam ob manjših nesrečah, kot so požari, poplave, plazovi. Obrnili smo se na Rdeči križ, da bi izvedeli več o projektu, a nam sogovornika zaradi dopustov niso uspeli zagotoviti. Humanitarnih projektov pa bo v prihajajočih tednih kar precej. Društvo Humanitarček denimo 13. novembra organizira Dan prijaznosti, 1. decembra pa se bo pričela njihova akcija 30 dni za 30 srčnih dejanj. Dobrodelno društvo Rotarakt Maribor 25. novembra organizira 10. dobrodelno tradicionalno kulinarično večerjo, na kateri bodo zbirali sredstva za stanovanjsko skupnost Pragersko, ki deluje v okviru Zveze društev Sonček, kjer bodo osebam s cerebralno paralizo sofinancirali ure fizioterapije. Zanimalo nas je, ali smo Mariborčani solidaren narod. Zdaj, če sklepam iz naših dogodkov, se pravi, mi tradicionalno organiziramo dobrodelno kulinarično večerjo, kjer pride cirka 140 oseb. Vsaka oseba v zameno za večerjo in to naše druženje da 15 € oziroma 25 € dobrodelni prispevek. Tako da naši dogodki so vsako leto obiskani, se pravi 140 oseb. Tako da jaz mislim, da v Mariboru ljudje smo solidarni in pa tudi v širši regiji. Mi se združujemo v klube po celi Sloveniji in pa tudi po celem svetu, tako da v naših družinah je solidarnost zelo prisotna. Doprav pa nekim drugim dogodkom, ki organiziramo, recimo festival palačink, ki pa je nek tak mestni dogodek, tam pa tudi ljudje dajo prostovoljne prispevke, ne vem, 1, 2, 3 evre, tudi za dobrodelni namen, tako da jaz mislim, da ljudje, Mariborčani, vsekakor smo solidarni in znamo pomagati sočloveku. Isto vprašanje smo postavili še ljudem na ulici, kjer nas je zanimalo tudi, komu namenijo denar, če so humanitarni. So, ampak ne moreš reči, da niso solidarni, ampak premalo. Ja, vsako leto pomagamo posebej VID, to je ena organizacija, ki se ukvarja z prizadetimi otroci in jim pomaga. Jaz sem vedno, nisem tak naran, ne vem, kakim organizacijam dam, ampak sem pol direkt dal, komu rajše pomaga, jaz se sem enih 2-krat. Ne vem, drugače pa še sam rabim. Meni se zdi, da je premalo. Smo. Mesečno UNICEF. Mislim, da smo nasplošno. V bistvu najbolj direktno pomagamo ljudem. Tako imamo občutek, da je najboljše, ker recimo, ko sem slišal za tiste organizacije, da ne bi rekel tu za slovenske, ampak bolj internacionalne, to je na koncu smešno, ko rečeš, da 90% denarja oni porabe za sebe. Tako da ne vidim tu velikega smisla. Ja, če imam, jaz dam, ker jaz sem bila, mi se dalo povedati, ni mi sram to povedati, med klošarmi, ne, in sem bila vesela vsake pomoči. Tako da, če imam, dam kaki evro ali pač koliko, ne. Drugače pa sama komaj izhajam. Mislim pa, da ja, kadar je potreba, verjetno se kar znamo stopiti skupaj pa pomagati tudi. Ja, tako odvisno zdaj pač od posameznika, ampak bi rekla, da ja. Ja, zdaj pač denarja glih ne, ampak tako recimo oblačila ali pa take hranost pa to podarjamo bolj. Da smo Mariborčani solidarni, nam potrdi tudi gospod Ernest, ki vsak dan pred pošto prosi za denar. Ob tem še doda. Rad bi, da bi ljudje bili bolj solidarni, da bi dali tem, ki prosimo, kaki evro več, kaki 2 €, recimo, vi ste mi dali 2 €, to je ogromno, gospa. Če mi kjer da 2 €, sem tako srečen, da bi ga narešil, bil pa poljubček dal. Mislim pa, da ni lepo, če ima en človek 100 € v žepu, pa drobiža nekaj, pa da 1 € ne da, to ni lepo, to me zelo srce boli, če se tako obnašajo. Ker pravi Štajer si bo dal 1 €, 2 € ti bo dal, pa prava Štajerka ti bo dali, to ti ljudje, eni pa nočejo nič dati, pa imajo, pa če bi gospa, če bi umiral tu, ne bi mi dali 1 €, da to vam povem. Na koncu dneva vsak posameznik najbolje ve, ali je solidaren ali ne. Naj pa vas v prihajajočih dneh vodi misel, da je veliko ljudi, ki potrebujejo pomoč in da se največja sreča skriva ravno v tem, da pomagamo drugim.